Jaz lahko rečem, da smo sporedno z uvedbo novih zdravljenj tudi spreminjali način obravnave bolnikov. Tako kot sem prej omenil, smo prej v bistvu zelo poredko tudi te kontrolne preglede upravljali. V zadnjih letih pa bolj tudi sledimo mednarodnim priporočilom za multidisciplinarno obravnavo te bolezni, kar pomeni, da vključujemo, tako kot je Teja omenila, tudi druge strokovnjake, ne samo nevrologe, ker je bolezen vseeno takšna, da se kaže tudi s težavami na drugih področjih, ne samo na področju gibanja. Tako, naprimer, v zadnjih letih bolj aktivno iščemo tiste težave, ki jih lahko tudi zdravimo, kot je naprimer osteoporoza, večkrat smo odkrili sladkorno bolezen, se pravi neke presnovne motnje spremljajo lahko to bolezen, motnje spanja so očitno precej pogostejše, tako ta obstruktivna apnea v spanju, tako da smo sistematično opravljali tudi meritve spanja pri odraslih bolnikih, z ortopedi več sodelujemo, kostno gostoto merimo, se pravi, da smo nekako skupaj s to novo ero zdravljenja, poleg zdravil pričeli uporabljati tudi druge pristope. Nekaj, kar je mogoče pri tistih, ki skrbijo za otroke, bolj tradicionalno bilo, konec koncev je že na pediatrični kliniki pod isto streho kup oddelkov, ki recimo že čisto fizično lahko bolje sodelujejo, pri odraslih pa vseeno nekako bolj razprostrti, pa je treba pošiljati ljudi z napotnico na en oddelek, pa v drugo ambulantno v tretjo, in tukaj se trudimo, da skušamo to čim bolj spraviti v en tim, v takšen tim, ki lahko potem pomaga pri vseh teh različnih oblikih bolezni. In to smo, jaz mislim, da kar uspešno v teh zadnjih letih zgradili skupaj s to priložnostjo, da lahko ponudimo zdravljenje.